Mladost, obdobje številnih možnosti in priložnosti, pa tudi ovir in tveganj. Mladi danes zavzemajo vlogo mnenjskih voditeljev na področju kulturne industrije in soustvarjalcev, celo voditeljev na področju tehnoloških in informacijskih inovacij. Za primer, Facebook je bil lansiran leta 2004 s strani takrat 20-letnega Marka Elliota Zuckerberga. Matt Mullenweg, sodelavci, leto kasneje lansira WordPress, pri takrat 21 letih. Leta 2007 pa 23-letni David Karp ustvari Tumblr. In internet je nastal to, kar je danes, ravno zaradi tega, ker vsak lahko, danes pride in postavi naslednji Facebook, ali pa naslednji Google, ali pa naslednji nekaj. Ne? Vsi smo enakopravni, ne? Na internetu. To, da imamo stvari kot so Facebook in Twitter in tako dalje, in da je realnost tega, da je še vedno demografsko večina ljudi tam mladih, ne? Je po moje spremembe treba iskati tam, oziroma vsaj inspiracijo za to, da jih lahko opazimo. 80% internetne industrije, ne, prihaja iz Severne Amerike. Ne. Večinoma iz Kalifornije. Država je omogočila prostor, kjer startupi, kot so bili Facebook, kot so bili Google, kot so bili taki, rastejo. Kaj počnemo pri nas? Zvišujemo davke. Mene je Google kontaktiral, da bi mogoče tukaj celo v Sloveniji postavili razvojni center za Google, da bi pridobili mlade perspektivne ume iz tega dela sveta. Ne? Pa so videli davke in so rekli ne hvala. Mladi ustvarjajo nove komunikacijske kanale in spreminjajo komuniciranje celotne družbe. Preko novih orodij izražajo svoje občutke in poglede, še posebej, ko so izključeni iz razprav ali procesov odločanja. Ravno ukvarjanje z družbenimi vprašanji pa predstavlja pomemben vidik osebnega razumevanja in priložnost, da mladi razvijajo individualno identiteto. Ali imajo napori in prizadevanja, izražena preko spleta, možnost transformacije v fizično resničnost, pisano zakonodajo in živo vlado? Mislim, da mladi interes participiranja imajo. Treba se samo vprašati, v katerih oblikah oziroma želijo participirati na konvencionalni oziroma nekonvencionalni način. Informiran državljan oziroma informiran član družbe, ki sodeluje v političnih procesih, je pač, to je aksiom demokracije. Ne? Demokracija predpostavlja inteligentnega oziroma razgledanega človeka, ki sodeluje v procesih na nivoju oziroma na podstatu nekega racija, nekega razuma. Ne. Gre predvsem tudi za vprašanje kulture participacije oziroma participatorne kulture, ki je potrebno graditi že od otroških let oziroma skozi celoten proces izobraževanja. Mladinski svet Slovenije tu že vrsto let poudarja, da je potrebno v izobraževalni proces v osnovni in srednji šoli uvrstiti predmete, ki bodo spodbujali aktivno državljanstvo mladih. Ampak tu ne govorimo o neki pokroviteljski obliki predstavljanja aktivnega državljanstva oziroma participacije, ampak na način, ki bo mladim prijazen, ki bo mladim tudi omogoča okolje, da se preizkusijo in da osvojijo vse te veščine, ki so potrebne, da bodo participirali. Po mojem, meni en fajn primer za to so selfiji, ne? Ki ne glede na to, koliko jih ljudje želijo hejtati, koliko pač se vsi pritožujejo nad njimi, koliko so pač postali neko orodje tega posmeha, ne? Je resničnost selfijev ta, da jih večinoma delajo punce oziroma ženske in da je to čisto zares prvič, ko se lahko same odločijo, na kak način se bodo predstavljale svetu. Ne? To je pač končno eno zelo močno orodje, s katerim so ženske pač prišle in zdaj zahtevajo svojo identiteto na internetu konkretno. Ne? In pač standarden odziv za to je, glejte, pač glupe punce, kaj počnejo, sam slikajo se, ne? In ta zvok tega razuma je ponavadi moški, ne? In zdaj bomo rekli, selfiji so nekaj ful slabega in nekaj trivialnega, po drugi strani pa so pač zelo resna oblika participacije v družbeni sferi. Ne? Mislim, resna do te mere, da si ljudje vzamejo čas in pišejo članke in vice in oddaje in pesmi, mislim, se pišejo o tem, kako ljudje delajo selfije, ne? In po moje, če hočemo resno razmišljati o participaciji pač danes ali v bližnji prihodnosti, bomo morali po moje pač definicijo res malo bolje raztegniti. No. Za e-participacijo
Obstaja mnogo tudi teh nekih manjših orodij, tudi, ki jih imajo posamezne nevladne organizacije. Drugače pa tako splošno priznana je pa edina, ki jo mi poznamo, je predlagamvladi.si. To je portal, ki lahko vsak državljan vladi poda pobudo in jo potem oni obravnava oziroma na njo podajo tudi odgovor. Govorimo o enem portalu, ki se imenuje Predlagam vladi, ki poskuša iti čez klasično komuniciranje, poskuša, da ljudje nekaj, kar mislijo, da ni ustrezno družbeno normativno urejeno, predlagajo, da se spremeni. O tem poteka neka diskusija najprej, virtualna, in potem poteka neko glasovanje. Potem pa to preide v realno zgodbo, da to ministrstva obravnavajo, morajo dati nek odgovor. V nekem manjšem procentu se je zgodilo tudi, da so že kakšno pobudo, predlog, ki je bil izglasovan, sprejeli. Osnovna ideja projekta Pobuda.si oziroma platforme portala Pobuda.si je predvsem to, da mladim omogočimo, da lahko podajo pobude oziroma participirajo kadarkoli, kjerkoli in pa komorkoli oziroma lahko podajo komorkoli. Pobuda za to oziroma ideja za to se je porodila predvsem v obliki oziroma v okviru naših rednih dejavnosti, ki jih izvajamo v okviru posvetovanj z mladimi. Mlad pride na spletno stran Pobuda.si, kjer si ustvari svoj račun, potem pa lahko predlaga oziroma podaja pobude za vse tri ravni, za lokalno raven, za nacionalno raven in pa za EU raven. Digitalna agenda za Evropo je ena glavnih strateških pobud v okviru strategije Evropa 2020, ki jo je Evropska komisija kot naslednico Lizbonske strategije sprejela marca 2010. Namenjena je določitvi ključne vloge, ki jo mora igrati uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij, če želi Evropa doseči svoje cilje za leto 2020. Uspešna izvedba digitalne agende naj bi državam Evropske unije omogočila izhod iz krize, saj bi spodbudila inovacije, gospodarsko rast ter izboljšave v vsakodnevnem življenju posameznikov in podjetij. Digitalna agenda je cilj, ki si ga Evropska unija zastavlja, s katerim želi v nekaj letih celotno družbo prestaviti, bom rekel, na narekovaju digitalne temelje. V prvi fazi se zadeva zdi zelo dobra, predvsem zaradi tega, ker uvaja enotni market, kar pomeni, da mi kot uporabniki slovenskih operaterjev bomo lahko se gibali po Evropski uniji in ne plačevali roaminga. Zdaj, kam pa to vodi, ne? V Ameriki se je zgodilo to, da ko so naredili, v bistvu, ko so združili kompletno Severno Ameriko v enoten telekom market. Zdaj prevladuje par velikih playerjev, mali operaterji, pa bolj kot ne živijo v senci teh velikih. Ne. Zdaj, a je to dobro za konkurenčnost ali ne, naj se vsak sam odgovori. Ne. Obstajajo pa bojazni, da bi se to recimo zgodilo tudi pri nas. Nevtralnost interneta je načelo, po katerem se mora vsak internetni promet obravnavati enakovredno, torej neodvisno od vsebine, aplikacij, storitev, naprave, vira in cilja komunikacije. Vsi podatki morajo tako potovati enako hitro, brez omejitev ali blokad, operater omrežja pa mora do vseh aplikacij ponujati dostop pod enakimi pogoji, torej ne vplivati na to, kaj uporabniki na internetu počnemo. Gre za koncept, ki je zadnja leta v Združenih državah Amerike in v Evropski uniji postal vroča politična in pravna tema. Nevtralnost interneta pomeni, da se promet nekako na internetu odvija nevtralno, da se ga ne omejuje, da se ga ne blokira, ne diskriminira, da so te prakse, ki upravljanja prometa recimo nekako transparentne. Bile so ideje, da se prioritizira internetni promet, da se določen del interneta nameni nekim hitrim linijam, posebej, ki jih plačujejo pač večji operaterji. A je lahko YouTube specialized service? Nekdo ga lahko definira, ne, in začne YouTube promet prioritizirati. Ne. In takoj, ko začne YouTube promet prioritizirati, ne, lahko reče, jaz sem pa operater, zdaj vam bom pa prodal internet paket, ki stane, ne vem, si bom zmislil, 20 evrov na mesec. Lahko pa za 21 evrov na mesec dobite še YouTube paket, ki je pa prioritiziran promet in vam bo YouTube dobro delal. Ne? Zdaj,
za uporabnika to super, video mi bo krasno delo, ali pa Netflix, ali pa karkoli, ne? Ampak kaj to pomeni za konkurenčnost na internetu? Vsak ima tukaj svoj kot, ne? In vsak bi rad svoj del pogače, ne? V temu dobil, ne? In tukaj je talec internet. Gre tukaj za neke lobistične pritiske in prizadevanja, da se pusti vrata priprta za to, da se zaobidejo ta načela nevtralnosti interneta. Ampak bomo videli, kako se bodo zadeve zdaj odvijale v tem trialogu z komisija, predsedstvo oziroma Svet Evropske unije in pa Evropski parlament. Nevladni svet je najprej en krasen naravni regulator, neformalni. Imeli smo akto, sesula se je sicer na srečo zaradi javnosti, bom rekel, vsaka čast, in nevladnikom, in civilne družbe, in neprofesionalcem, ki so malce razmišljali svojo glavo. Ampak malo preden se je sesula, je bil v slovenskem parlamentu uradni predstavnik Evropske komisije, ki je na veliko govoril, kako akta mora biti. Tisto, kar v Sloveniji manjka, se mi zdi, da je bolj odprt dialog, ne, in večja vloga, mogoče tudi neka nadzorna vloga civilne družbe. Ne morem verjeti, da imaš ti informacijsko družbo oziroma da imaš ti državo, ki živi v informacijski družbi in kjer posamezniki, ki to delajo kot hobi oziroma kot nekaj, kar jim je pač neka obšolska dejavnost, da na tem področju več naredijo kot posamezniki, ki jih financiramo iz proračuna, iz evropskih sredstev, iz nekih drugih razpisov in to delajo za full time oziroma se s tem ukvarjajo v polnem delovnem času. Vključevanje mladih v življenje skupnosti ima pozitivne učinke tako na mlade kot na družbo kot celoto. Splet in družbena orodja predstavljajo nove načine informiranja, komuniciranja, participacije. Mladi jih poznajo, večino so jih ustvarili sami. Naj v prihodnosti ta orodja služijo kot osnova in inspiracija za prelitje novih idej in pogledov v politične realnosti ter opora novim praksam, ne pa kot ograda ali še večja meja med klasičnim in novim, obstoječim in alternativnim, starim in mladim. Jaz sem zmeraj presenečen nad tem, koliko malo je treba, koliko malo fokusiranega truda je treba, da se zadeve premaknejo oziroma da se zadeve začnejo dogajati. In da je v bistvu največji izziv oziroma da je največ energije treba posvetiti načrtovanju povezovanja z javnostjo, ki ti potem pomaga, oziroma s posamezniki, ki ti potem pomagajo pri promoviranju oziroma pri aktiviranju neke storitve ali pa nekega servisa.